Tudi letos policija poziva k uvidevni, predvsem pa pravilni rabi pirotehnike. Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči telesne poškodbe, vznemirja živali, onesnažuje okolje ter povzroča materialno škodo. Kljub vsem opozorilom še vedno prihaja do zlorab. Policisti PO Maribor so lani v novembru oziroma do konca januarja 2017 obravnavali 30 kršitev, predlansko leto 5. Večina kršitev z področja te zakonodaje so bili mladoletne osebe, to je 21, od tega celo 8 otrok. Zoper mladoletnike je bilo zaradi te kršitve določb zakona podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. V 4 primerih je bilo zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov povzročena tudi materialna škoda na objektu, to so bili predvsem poštni nabiralnik oziroma PVC zabojniki za odvoz smeti. V tem času pa smo skupno zasegli 3248 pirotehničnih izdelkov. Nepravilna in objestna uporaba lahko privede predvsem do težjih telesnih poškodb. Imamo cel niz, cel spekter poškodb. Seveda so najbolj prizadete in najpogosteje prizadete roke. Z njimi upravljamo ta pirotehnična sredstva, površina telesa, se pravi koža, obraz je dokaj pogosto prizadet, oči so lahko prizadete. Poškodbe pa so od tistih banalnih, majhnih poškodb, odrgnin, pa vse do resnih hudih poškodb, do amputacij delov telesa, prstov. Akcija Bodi zvezda, ne meči petard je namenjena predvsem učencem 5. in 6. razredov osnovnih šol, čeprav se preventiva izvaja že veliko prej. Smo se odločili, da se v vrtcih predvsem preko pogovora in preko pripovedovanja pravljic dotikajo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, dotikajo te tematike. Ugotovljeno je namreč, da je zgolj prepoved nekaj, kar praviloma obrodi nasproten učinek, torej prepoved pač ne zaleže, zato so ti pogovori zelo učinkoviti, vendar ne kot enkraten dogodek, kot proces, ki ga je potrebno načrtno izvajati vsake toliko časa, intenzivneje pa prav v tem obdobju ali pa v teh časovnih intervalih, o katerih sem poprej govorila. Uporaba pirotehničnih sredstev pa ni skoncentrirana zgolj na čas božično-novoletnih praznikov. V drugih praznikih preko leta se uporabljajo ta pirotehnična sredstva v času velikonočnih praznikov in prvomajskih praznikov. In v zadnjih letih obravnavamo v tem obdobju po nekaj poškodb. Niso v porastu, pa vendar konstantno ostajajo. Zato bi morda bilo za razmisliti, da se tudi v tem obdobju nekoliko pospešeno opozarja ljudi na uporabo teh sredstev oziroma se jih spodbuja, da jih uporabljajo varno ali pa v čim manjši meri. Efekti pirotehničnih sredstev pa ne vplivajo samo na ljudi. Še posebej na udaru so hišni ljubljenčki, katerih zvočna občutljivost krepko presega človeško. Pomembno je, da jih imamo sedaj v teh prazničnih dneh pripete na povodcih, na sprehodu se pa izogibamo mest, kjer bi lahko potencialno prišlo do uporabe pirotehničnih sredstev. Ob pokanju psa nikoli ne tolažimo, ostanemo predvsem mirni, pozornost pa lahko preusmerimo tudi kam drugam. Psa, ki pa je že vidno prestrašen, nikoli ne nagrajujemo, ker potem bi razumel, da je to njegovo vedenje pravilno. Istočasno pa ga tudi ne smemo kaznovati. V lanskih božično-novoletnih praznikih na oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo UKC Maribor namreč niso obravnavali nobene poškodbe. Vsekakor pa opozarjanja pri tako nevarnih zadevah ni nikoli dovolj, zato država na teh lovorikah nikakor ne sme zaspati.